Živjo, Rok iz Svetopisemske družbe tukaj. Danes si bomo pogledali možnosti, ki jih aplikacija Svetopismo ponuja za označevanje priljubljenih mest. Najpreprostejšega smo že omenili v enem predhodnih videov. Izbereš vrstico in barvo, s katero jo označiš. Obstajata pa še dve možnosti, ki sta si precej sorodni. Zapiski in zaznamki. Čim pa se razlikujeta? Poglejmo. Zapisek, ki ga ustvariš ob branju enega prevoda, je viden tudi ob branju drugega. Zaznamek pa ostane le v prevodu, kjer si ga ustvaril. Zaznamke lahko urediš v kategorije, česar ne moreš pri zapiskih. Zapiski pa ti omogočajo, da ob izbranem mestu dodaš tudi reference na sorodna mesta v Svetem pismu. Za konec pa še en nasvet. Zaradi preglednosti je dobro, če z barvami ne pretiravaš. Če se odločiš, katere stvari boš označeval s posamezno barvo, potem pa si sploh zmagal. Tako, osnove smo predelali, zdaj pa gremo na bralne načrte.